Čas je za glas ljudstva in za vaša vprašanja. Tudi tokrat smo iz obeh poslanih vprašanj izbrali dve. Cirila iz Mirne zanima, kako naj si odstrani čip, ki ga je dobil s cepljenjem. 14-letno Mijo pa zanima, ali je naša oddaja sploh še lahko boljša. V uredništvu smo dolgo razmišljali, kateri domači strokovnjak se enako dobro spozna tako na cepljenje kot na televizijo. In na vajino srečo mislim, da smo našli pravega človeka. Pozorno prisluhnite in poglejte. Pozdravljeni, hvala za besedo. Če lahko najprej odgovorim Miji, a je oddaja lahko boljša? Seveda bi lahko bila, če ne bi vseh niti v rokah držal komični lobi, ki preprečuje, da bi v oddaji nastopali pravi ljudje s pravimi šalami. Tukaj imam nekaj prizorov. Poglejte, v studiu nacionalne televizije lahko nastopajo živali ali pa recimo ženske in celo Balkanci. Mi politiki pa nismo nikoli vabljeni, kot da se ne znamo nikoli pohecati. Kaj pa tale, kakšna je razlika med protestom in pogrebom od Bavcona? Na pogrebu nobeni jokov, recimo, razumete, zaradi solzivca. Dobro, no, meni je to smešen. Potem recimo tole, poglejte. Izgleda, kot da voditelj sedi na desni, kar je sicer v redu, ampak v resnici v studiu voditelj sedi na levi. In to je prizor, ki ga nočejo, da ga vidite. Poglejte, zakaj kamera vidno kaže to sliko, nikoli pa tele. RTV naročnino mi plačujemo zato, da nam pokažete obe strani voditelja. To je še en tipičen primer levega kadrizma. Tudi gost vedno sedi na levi, pa vsi podnapisi se berejo z leve proti desni. Totalna levičarska agenda. Kar se pa tiče gospoda Cirila, kako odstraneš 5G čip iz rame, pa bom sam to sporočil, da seveda obstaja preizkušena metoda, sam jo tudi poznam in jo tudi izvajam, ampak se bojim, da jo bojo kanali globoke države poskušali cenzurirati. In kar je najpomembneje, Ciril, je to, in bomo samo mi preživeli, Slovenci. Upam, da razumete, Ciril. To je bilo vse, hvala. Znači, če se vas danes 1000 subscriber, grem na kopalnico. Ok, ajde, lajkaj vsaj, no.